Ja. Ne bo nič s tem. Okej. Dobro, bom iskal druge, ja. Okej, živijo. To ni več kreativno, jaz grem iskat boljši prostor, da bo kreativnost za uredništvo revije Smrklja na najbolj vrhunskem nivoju. Prva stvar, iskanje signala. Signal, tukaj pa je nekaj. Tako. Biti takole pod palmami, ko delaš, ni božga, samo še morje manjka. Oziroma slab signal je. Grem dalje iskat. Tudi tukaj ni signala, nič ne bo. Gremo dalje. Nič ne bo. Živja! Živjo Nastja! Kaj si prišla za oddajo? Ja, tako je. Super, evo, zdaj gre pa sem šel naš ta prav štuk. Evo, lej, tukaj le. Hvala. Gledate oddajo Najsmrkastična novinarka, kjer skupaj TV Veseljak in revija Smrklja iščemo desno roko oziroma pomočnico urednice revije Smrklja. 8 kandidatk se bo predstavilo, 2 sta se že predstavili, danes se bo predstavila tretja. Vse skupaj pa bodo tekmovale za največ lajkov, torej če ste izvirni, če ste domiselni, če znate tudi hekat, lahko stopite v sistem in eni od kandidatk tudi priborite zmago na ta način. Dovoljene so vse variante, samo da kandidatka dobi največ lajkov. In sedaj sledi intervju z našo že tretjo kandidatko, kandidatko Nastjo Horvat. Živjo, Nastja! Živja! Nastja, danes sva se srečala tamle na hodniku, preživela, varno prispela do sem. Živja, jaz sem preživela, sonček je, tako da sem še boljše volje in polna energije. Super, Nastja, se pravi študentka FDV-ja, kjer si prej rekla, ko sva se pogovarjala, da je najtežji predmet vrata, ne? Študiraš torej na FDV-ju, ampak te bolj veseli tako novinarsko delo ali kaj drugega? Ja, s tem, da so najtežji predmet vrata, se ne strinjam, zato ker je marsikateri predmet dosti težji in se moraš malo potruditi, da ga narediš. Delo z mediji mi zelo privlači, zelo rada bi delala v tem svetu, tako da upam, da bom dobila to priložnost, da bi se lahko enkrat tudi v tej smeri izkazala. Pa imaš faks tako na prvem tiru ali imaš faks na drugem tiru, glede na to, da tudi rada potuješ in te je bilo že skoraj težko dobiti v našo oddajo? Za faks si vedno vzamem čas, samo včasih dam prednosti kakšnim drugim stvarim, ker se mi zdi, da si samo enkrat mlad in da so samo enkrat v življenju študentska leta, ki jih moraš dobro izkoristiti. Vem, da ga bom opravila, samo dajem pa prednost tudi drugim izkušnjam, ki ti bo verjetno bolj prav prišle, kakor pa fakulteta, no. Pred kratkim pa si bila tudi v Ameriki, kaj te je peljalo tja? Tja me je peljal ples, s plesom se ukvarjam že od 12. leta in to je moja prva ljubezen, ki mi je vedno ostala zvesta. S prijateljicami smo se odločili, da gremo tja, ker je to meka plesa. Tam smo potem jemale plesne
Tam smo šli na plesne klase, kjer smo se naučili plesati z priznanimi koreografi iz sveta plesa. Potem smo pa poleg tega tudi uživali, odpeljali smo se do Las Vegasa, kjer smo preživeli nepozabno noč. Celo mesto mi je bilo zelo všeč, ljudje so pozitivni, prijazni, dobila sem tudi marsikero inspiracijo za naprej. Ko pa sva ravno pri potovanjih, London in asociacija na tvoj London pomeni iskanje rešitev, a ne? Daj povej točno o tem. Ja, enkrat sem se v London odpravila sama. S prijateljem sem bila dogovorjena, da mi bo nudil prenočišče in vse. Ko sem pa prišla do Londona, se ni javil, ni se odzval, tako da sem potem kontaktirala prijatelje iz Slovenije, ki imajo še prijatelje v Londonu. Dal mi je številko od nekoga in jaz sem prišla tja zvečer ob 12 po noč. In nisem vedela, kje bom še spala. Ni me bilo strah, brez skrbi sem šla na vlak do Londona in do takrat sem že kontaktirala to osebo v Londonu. Nisem vedela, kako mu gre, ampak sem zaupala prijatelju iz Slovenije, tako da je potem me on prišel iskati tja na eno postajo in sem spala pri njemu, bil je v redu fant. Tako da se je vse skupaj izcimalo, kakor ena lepa izkušnja. Lahko, da se ne bi, samo jaz verjamem to, da če ne misliš, da se ti bo kaj slabega zgodilo, se ti tudi mogoče ne bo. Drugače pa sem z tega potovanja marsikaj odnesla. Naučila sem se, da se lahko znajdem v vsakršni situaciji. Moraš probati zaupati ljudem, pa paziti vse in komu. Po teh 4 dneh, ko sem bila sama tam, sem pa tudi ugotovila, da pogrešam prijatelje doma, naučila sem se biti bolj s sabo, tako. Dobro, se pravi, strah te ni, upaš si vse, rada potuješ, inspiracij imaš potem ogromno. Kako pa bi ti vse te zadeve vkomponirala v revijo Smrklja? Ja, glede na to, da imam veliko izkušenj, odprte narave sem zaradi vseh teh potovanj, zaradi druženja, sem prilagodljiva zaradi plesa. Sem opravljala tudi več različnih služb, nikjer se še nisem skregala. Vse svoje znanje bi lahko nekako vključila potem v revijo, delam tudi z otroci, učim jih plesati, tako da se mi zdi, da imam stik z njimi, kar bi lahko dobro izkoristila za to, da bi izvedela, kaj je otrokova nova skrb, kaj jih skrbi, s čim imajo največ problemov, kako bi jim lahko pomagal. Tako da s svojo pozitivnostjo in se mi zdi, da sem tudi zelo tak poslušen tip človeka, ki zna poslušati in pomagati ljudem v stiski, bi lahko veliko prispevala k reviji. Torej, omenila si, da rada plešeš, bi kakšne take plesne rubrike vnesla še v revijo Smrklja ali mogoče kaj drugega, kar ni povezano s plesom, kar ni povezano s tematikami, ki že obstajajo v reviji? Ja, če bi se dalo, bi ples vsekakor poskusila vnesti v revijo. Poleg tega mogoče kakšne probleme z drogo, da bi se otrokom bolj razjasnilo vse skupaj in da ne bi skrivali, kaj droga prinaša njim. Pokazali bi se slabe stvari droge, ne vem, potem bi lahko dali idejo meseca, kjer bi otroci prispevali z različnimi idejami. In ker sem prepričana, da je otrokova domišljija brez meja, bi s tem lahko mogoče zelo pripomogli k temu, da bi kdo potem investiral v te ideje, tako nekako. Super ideje, se pravi, vnašali bi svežino v revijo Smrklja, ampak zakaj pa si sploh želiš delati v kolektivu revije Smrklja? Prav zaradi novih idej, zaradi novih izzivov ali zaradi tega, ker tega pač še nisi počela? Ko sem bila sama najstnica, sem vsak mesec kupila revijo Smrklja. Mi je zelo veliko tudi pomagala priti do osebe, kakršna sem danes. Noč sem zmeraj najdla nasvete za svoje probleme in ker zelo rada delam z ljudmi in pomagam, bi tudi sama rada na nek način prispevala k temu. Imam veliko idej, inspiracij novih, ki bi mogoče tudi pripomogli k še boljši reviji za mlade. Pa zelo velik izziv bi se mi bilo končno spustiti v te vode, ki jih študiram, da bi končno dobila priložnost se naučiti nekaj, s katerega stroke jaz pač študiram. No? Tako da, ja,
si to zelo želim in upam, da mi bo to omogočeno. Pa veš, kaj pomeni delo pomočnice urednice revije Smrklja, oziroma kako bi pol, glede na to, da rada potuješ, vse skupaj ukomponirala v svoj čas in prosti čas, pa še na faksu si? Si nekako poskušam predstavljati, kako naj bi to vse skupaj izgledalo. Verjetno ti vzame veliko časa, energije, ampak mislim, da če bi bila izbrana in bi si jaz to res želela, bi bila pripravljena posvetiti svoj čas tudi temu, ostale stvari bi pa potem prilagodila glede na to službo. Zanimivo! In glede na to, da sem te zdaj že kar tako dosti vprašal, mislim, da je fajn, da te malo zdaj zrelaksiramo in te prepustimo v roke naši Katarini, da te spusti v rubriko Moj test. In že sva pri najini nalogi. Za danes sem si jaz zamislila, draga Nastja, da bi ti dala v bistvu en tak načrt, temu mi pravimo špegu, kako izgleda revija, se pravi, kako postaviti določene rubrike, kje so določene rubrike umeščene v reviji, kam dati intervjuje, kje se nahaja glasba, ljubezenski aspekt revije in tako naprej. Tako da jaz sem za danes pripravila takole eno tabelico, ki je prazna, in pa članke, ki bodo v naši majski reviji, nekje okvirno jo že delamo, tako da bi pa tebe prosila za tvoje mnenje, kam bi ti umestila te članke, se pravi v katero rubriko, ali bolj na začetek revije, bolj na konec, mogoče v sredino, kje se tebi najbolj pomembno zdi, da se nahaja, ne vem, glasba, moj life, lepota in zdravje, horoskop, a se ti zdi, da so te stvari pravilno razporejene, ali so preveč na koncu revije, ali so preveč na začetku. Recimo konkretno me tudi zanima po tvojem mnenju ta zgodba z naslovnice, ki jo imamo mi bolj na koncu, a bi jo dala ti bolj na začetek. Tako da jaz te prepuščam našemu računalniku, tukaj so še članki, pa predlagam, da se kar lotiš naloge. No, moja naloga je, da članke umestim v špegu. Ta špego je prikaz različnih tem, ki so razporejene. Vsak mesec so del revije in moram potem vnesti različne rubrike, za koliko strani potem bojo to zavzele, pa obseg strani določa, koliko dolga bo določena rubrika. Tako da zdaj bom jaz to kar začela. Se spomniš prve smrklje, ki si jo kupila? Kdaj je bilo to? Stara sem bila 10 let, z mami sva še skupaj v trgovino. Takrat sem bila že toliko stara, da mami nisem več spraševala določenih vprašanj. Zato sem jo prosila, če mi kupi revijo, in mi je z veseljem kupila. Si upaš napovedati, kdo bo na naslovnici aprilske številke revije Smrklja? Mogoče pevka April. Spremljaš Smrkljino Facebook stran? Kaj se trenutno dogaja na njej? Facebook strani si še nisem gledala. Predvidevam pa, da marsikaj zanimivega. Kdo bi po tvojem mnenju moral biti na naslovnici, pa še ni bil? Mogoče Nicki Minaj. Na kakšen način bi ti pisala o plesu v reviji Smrklja? Želela bi, da bi ljudje bolj prepoznali plesne zmage, lovorike, ki jih dosegajo plesalci. Povedala bi različne trače, kako ples pomaga k boljšemu
razvijanju otroka, kako se s tem naučijo odgovornosti, na tak način. Kako bi organizirala fashion show z revijo Smrklja? Sama sem si zamislila to tako, da bi vsak mesec punce pošiljale svoje skice različnih oblek na revijo, potem bi se izbrala vsak mesec najboljšo kreacijo. Na koncu bi se te dekleta povabilo na končen fashion show, kjer bi vsaka predstavila svojo kreacijo. Najboljša bi pa dobila tudi nagrado, mogoče bi bila ta nagrada lahko v skladu z njihovo obleko, pač da bi dobila finančno pomoč, da bi mogoče na koncu lahko tudi začela bolj kreirati in se prodajati. S kom bi najraje naredila intervju za revijo Smrklja? Najraje bi naredila intervju z Beyoncé, ki mi je res top pevka in plesalka, da lahko na odru skače in poje, pa ima še zmeraj dober glas, se mi zdi res nekaj izjemnega. Je revija Smrklja kdaj pomagala tebi s kakšnimi konkretnimi nasveti? Ja, velikokrat, še posebej, ker sem bila stara 15-16 let in sem se kaj zaljubila na novo, potem sem hitro šla prebrati Smrkljo, kako rešiti kakšno situacijo. Mini kviz z Nastjo Horvat je za nami in zato sledi samo še zaključna Katarinina ocena. V naši oddaji najsmrkastična novinarka pa je sedaj še Katarinina ocena oziroma Katarina sama, ki daje en tak hladen tuš našim kandidatkam. To pa ni res. Kako da ne? Ja, jaz sem, ti ne. Ok, Katarina, spremljala si tudi našo Nastjo, tretjo kandidatko. Povej mi, najprej pluse. Najprej pluse. Zakaj ne bi najprej z minusi začela, da malo... Moraš najprej, plevel se najprej zatrene. Ne, najprej pluse. Zelo mi je všeč njen način razmišljanja, njena odprtost. To, da veliko potuje, je velik plus, ker pomeni, da je zelo razgledana punca, ki se odlično znajde tudi v nehvaležni situaciji, kot je prej omenila. Recimo sredi Londona pokliče prijatelje, si najde prenočišče. Se mi zdi, da je to zelo pomemben del tega, se pravi tega, kar mi iščemo. In v tem hipu bi jo definitivno ocenila z odlično oceno, ker se mi zdi, da bo tudi kot pomočnica zelo zanesljiva, predvsem pa oseba, ki se bo hitro odzvala. Ne? Ok, dobra kritika. Kaj pa zdaj tele minuske? Minuski so pa tako, no. V bistvu sem od Nastje zelo veliko pričakovala, glede na to, da hodi na fakulteto za družbene vede in ima mogoče precej prednosti pred ostalimi kandidatkami. Zato bi jo mogoče malo okarala, da rečem, ker si ni pregledala niti Facebook spletne strani, niti o sami Smrklji ni vedela povedati kaj dosti, se pravi, da je prišla rahlo nepripravljena na to, ne. Malo sem pričakovala tudi, ne vem, da si bo pogledala najstniško glasbeno, medijsko, filmsko sceno in da bo mogoče kaj pokomentirala, kar se tiče, ne vem, naših trendov v sami reviji, da bi mogoče dala kakšno asociacijo na to, koga bi dali na naslovnico, koga bi dali na posterje, ampak je mogoče še malo premalo v tej sceni, da rečem, ne. Se pravi, tukaj bo mogla svoje znanje še precej poglobiti. Ker jaz od svoje pomočnice recimo tudi pričakujem, da mi bo kot iz topa izstrelila 5, 6, 10 imen, ki bi se ta trenutek zaslužile, da so na naslovnici, ki bi se ta trenutek zaslužile, da so mogoče v sami reviji predstavljene kot take. Ne? Ok. Katarina, ker si urednica, ne? Zdaj si omenila, povej mi 5 slovenskih glasbenic, ki bi jih zdaj ti dala noter v revijo. Definitivno Alja. Alja je prva, ker letos praznuje 10. obletnico svojega glasbenega delovanja, potem Nina Pušlar, tretja je definitivno, lahko bi, a veš kako je to, ne? Še tri. Ne, absolutno April. Ok. April za Aprila, tako kot je prej omenila naša Nastja. Potem četrto bi dali, koga bi še dali? Mogoče,
mogoče. Veš kaj, ne? Zdaj si me malo dobo, ampak jaz bi dala game over. Ni punca, ampak fantje so v vračanju in tukaj jih definitivno ne smemo pozabiti. In pa peti, oprosti fant, ampak si tudi izredno zasluži, Čale Sale. Podaril je rekord na YouTubu s svojo novo pesmijo, tako da zdaj le malce fantje proti puncam vodijo, ne? Tako da si me malo v nehvaležno situacijo postavil, mogoče tudi apeliramo na naše slovenske glasbenice. Prosim, dajte kaj narediti, da bomo lahko več o vas pisali, da vas bomo več lahko spremljali, ne? Ok, dobro, ja, moramo še malo Katarino testirati, ne, drugače ne bi bilo zanimivo. Glej, ne, zato pa tudi Katarina išče pomočnico, ne, ker jaz verjamem, da nisem več toliko v teh trendih in definitivno pričakujem to od pomočnice, da bo pa ona tukaj meni malo pomagala, ker je ipak mlajša, ne, in je pravzaprav njena naloga ta, da je moja desna roka in da raziskuje te najstniške trende in je v stiku s svojo populacijo. No, super. Deva omeniti samo še to, kako se bo na koncu glasovalo za vse naše kandidatke, torej Facebook. Posebna žirija, spletna stran in pa mogoče tudi prek SMS sporočil. To vam javimo v eni od prihodnjih oddaj, ko bo znano, kako je kaj, ampak dajmo pustiti, da najprej predstavimo vseh 8 finalistk. Ok, torej danes se predstavlja tretja finalistka, ja, za pomočnico urednice revije Smrklja v najsmrkastični oddaji v sodelovanju Smrklje in pa TV Veseljaka. In prihodnjo sredo sledi že nova kandidatka. Na polovici predstavitev bomo, torej četrta kandidatka se bo predstavila in tako še vsak teden 8 tednov, torej vse skupaj, na to sledi glasovanje. Vidimo se torej prihodnjič, do takrat pa en najsmrkastičen pozdrav. Čau, čau. To je bila že tretja oddaja Najsmrkastična novinarka, kjer skupaj revija Smrklja in TV Veseljak iščemo pomočnico urednice revije Smrklja. Hvala lepa za pozornost tudi danes in se vidimo naslednjič prihodnjo sredo. Do takrat pa čao.